čestitke vsem, ki ste bili izvoljeni v izvršilni odbor, čestitke vsem, pravzaprav, ki ste kandidirali. Konkurenca je bila tukaj velika in za uvrstitev je bilo potrebno zbrati veliko število glasov. Enako čestitke vsem kolegicam in kolegom, ki ste bili izvoljeni v nadzorni odbor. Čaka vas odgovorno delo, smo velika stranka in to delo ni enostavno. Dovolite mi, da spregovorim še par besed potem, ko smo končali ta del, volilni del kongresa. Mislim, da je tukaj ponovno potrebno reči, da je za stranko skoraj četrt stoletja, da je sem velik del tega časa na čelu te stranke in vse, kar se je v tem času dogajalo, se je dogajalo skupaj z najpomembnejšimi dogodki za slovensko državo. Slovenska demokratska stranka je slovensko državo soustvarjala, se borila za njo, jo skušala narediti v časih, ko so bili izzivi zelo veliki, boljšo. In od samega začetka je bil naš cilj, da bi se v tej državi vsi počutili kot doma, oziroma da bi jo vsi, ki v njej živimo, lahko z srcem čutili kot svojo lastno domovino. In Slovenska demokratska stranka je bila v tem času tista politična sila, ki je v filozofskem smislu zagovarjala kulturo življenja in ki je v ospredje postavljala vse tiste dogodke, ki so nas Slovence v usodnem času združili. Zdaj, prej, ko sem nakratko pogledal svoj elektronski poštni predal, kjer so bili tudi nekateri odzivi na naše dopoldansko dogajanje v tem kongresu, sem vmes našel tudi elektronsko sporočilo nekoga, ki ga osebno ne poznam, ali je spremljal naš kongres preko spleta ali mogoče tukaj, in je zapisal naslednje. Spremljam vaš kongres, bil sem navdušen nad kulturnim delom, nad pesmimi, ki so zaznamovali vzdušje na vašem kongresu. Slišali smo v teh pesmih besede, kot so pomlad, domovina, sonce, prihodnost. Kako drugače od nekaterih drugih prireditev, ki smo jih lahko spremljali v zadnjih dneh, kjer so prevladovale besede puška, strojnica, sovražnik, žrtve in smrt. Mogoče, oziroma mislim, da bi težko na bolj preprost način, kot so te besede, ki jih je poslal nekdo, ki je spremljal naš današnji kongres, označili alternative, ki v tem trenutku obstajajo v Sloveniji. In znotraj te slike je popolnoma jasno, kam spada Slovenska demokratska stranka. Zdaj, v dopoldanskem delu sem veliko govoril o teh nevarnostih, ki smo jih srečevali v zadnjih 20 letih, oziroma skoraj v četrt stoletja, o naporih, ki smo jih premagovali, o tem, kako so se v tem času krepili različni monopoli. Vendar pa je treba zdaj z te perspektive zelo odkrito povedati, da se je v tem času krepila tudi Slovenska demokratska stranka, predvsem zaradi tega, ker je bila jasna alternativa vsemu temu, kar veliko ljudi v Sloveniji ni razumelo kot nekaj dobrega, ampak obratno. V tem času smo slovenski demokrati iz najmanjše parlamentarne stranke prerasli v stranko, ki je enkrat zmagala na državnozborskih volitvah, ki je dvakrat zmagala na lokalnih volitvah, ki ima zaradi te zadnje zmage na lokalnih volitvah tudi največje število zastopnikov med lokalnimi interesi v državnem svetu. Prerasli smo v stranko, ki je zmagala tudi na zadnjih evropskih volitvah. Če se štejemo aktualne rezultate vseh volitev, potem je seveda popolnoma jasno, da smo, ko gledamo na demokratično
plat slovenske politike, ki bi v normalni državi edina smela obstajati najmočnejša politična sila in s tem na nas pade tudi zelo velika odgovornost. Žal pa nismo najmočnejša politična sila nasploh, kajti v Sloveniji pod tem nivojem demokratičnega političnega spektra, demokratične politike obstajajo monopoli, obstajajo ozadja, ki lahko pošljajo nekoga nekam in ustanovijo stranko, ki ima potem vso medijsko podporo, lahko tak pride na kongres neke stranke in nekoga zamrzne in postavi drugega. Skratka, tukaj je še en del vpliva in moči, ki je podtalen, ki se ne poteguje za naklonjenost volivcev na volitvah in ki zaradi tega zamegljuje slovenski politični prostor, ga dela nestabilnega in ga siromaši v prenesenem in tudi v neposrednem pomenu. Tudi na tak način, da se to neposredno čuti v žepih davkoplačevalcev. Slovenska demokratska stranka je danes edina velika stranka v državi, ki je suverena. Edina stranka, ki sama izbira svoje vodstvo, ki sama določa svoje politike, ki dela tisto, kar se dogovorimo in sprejmemo na kongresih, na svetu, na izvršilnem odboru, na poslanski skupini ali na svetniških skupinah, če gre za odločanje na lokalnem nivoju. Nam ne prihajajo lobisti in nam naročajo, kaj naj naredimo. Nam ne prihajajo strici iz ozadja, ki vplivajo na takšne ali drugačne odločitve. Slej ko prej bo to dejstvo tudi bolj širše jasno razpoznano. In spoštovani prijatelji, suverena stranka nameravamo ostati tudi v prihodnje. Tisti, ki želijo vplivati na to, kdo bo vodil to stranko, tisti, ki želijo vplivati na naš program in na naš statut, imajo legitimno možnost. Smo odprta stranka, pristopna izjava je objavljena na spletnih straneh, vsak jo lahko izpolni, s tem pristane na program in na statut, vendar tudi na možnost, da ga spreminja. S tem dobi tudi možnost, da voli vodstvo na lokalnih nivojih, na državnih nivojih. Torej, ta pot je odprta. Zdaj, ta stalna prišepetovanja od zunaj, kaj ne bi bilo dobro za Slovensko demokratsko stranko, pa mi seveda s tako dobro voljo in nasmehi zavračamo, se zahvaljujemo za te nasvete. Tudi mi lahko kaj svetujemo naši konkurenci, vendar pa dela tako dobro v našo korist, da to pravzaprav niti ni potrebno. Torej, mi smo tudi naprej odločali sami. Vabimo vse, potrebujemo vsakogar, ki je pripravljen delati za skupno dobro. Kot sem dejal že prej in kot velja, to je bilo tudi naše uradno geslo pred 10 leti na kongresu, oziroma nekaj več. Kdor ni proti nam, kdor ne brani teh monopolov, je lahko z nami, vsakega, ki se nam bo pridružil. Bomo veseli, da pričakujemo, da bo ta korak k nam iskren, da to ne bodo poteze, kjer se je nekdo pripravljen boriti do zadnje kaplje naše krvi, ampak je pripravljen tudi sam tvegati. In treba tudi odkrito reči, da čas za to, čas odprtih vrat je zdaj. Ne takrat, ko je stranka v vladi in ko se pričakuje kakšne velike koristi. Jaz sem vesel, da se nam tudi v teh zadnjih tednih, v teh skoraj 2 mesecih, kar je stranka ponovno v opoziciji, pridružuje veliko število novih članic in članov, vse smo veseli mladih. To kaže na to, da se Slovenska demokratska stranka vse bolj prepoznava kot tista alternativa temu stanju, ki je sposobna potegniti Slovenijo iz te krize. In tako kot je Slovenska demokratska stranka nastala, bo tudi v prihodnje obstala
kot temu, da bomo obstali, ni treba ploskati, to je samo po sebi umevno. To mislim, da zdaj ni nobene bojazni več. Ampak Slovenska demokratska stranka bo tako, kot je nastala, kot mesto tistih, ki so želeli normalnost, varnost, normalni razvoj slovenske in evropske vrednote, tudi v prihodnje stranka, ki bo združevala tiste, ki živimo od dela lastnih rok ali glave, pošteno zasluženih pokojnin, dobrega gospodarjenja in ne živimo na rentah. In Slovenska demokratska stranka bo mesto tistih, ki verjamemo v prednostno središče slovenskega naroda, v vrednote slovenske osamosvojitve in tudi v evropsko prihodnost Slovenije in bomo to prihodnost branili. Slovenska demokratska stranka je danes alternativa temu, kar se ponuja kot spet ponovno nek utopični koncept prehoda v diktaturo in poimenuje pa se to ponovno demokratični socializem. Tisti, ki ste mojih let ali pa mogoče nekaj starejši, se spomnite, da je bilo to geslo leta 1986 in v tistih letih sem slučajno včeraj našel, sem s sabo prinesel tukaj en simbol tega demokratičnega socializma. To je bankovec Narodne banke Jugoslavije, na katerem piše 10 milijardi dinara. No, za ta bankovec v času demokratičnega socializma ste dopoldne dobili hamburger ali hot dog, popoldne pa samo še hreno, ker je polovica tega pojedla inflacija. To je simbol demokratičnega socializma, zelo prijemljiv. Tisti mladi, ki takrat še niso bili rojeni, danes nasedajo na propagandu, ne vedo, o čem govorijo. Tisti, ki pa to spodbujajo in ki so tudi takrat pripeljali nekdanjo bivšo državo v takšno stanje, pa natančno vedo, zakaj gre in zgolj izkoriščajo te mlade za obrambo svojih privilegijev. Torej, Slovenska demokratska stranka bo tudi v prihodnje glas normalnosti, bo alternativa vsem tem utopijam, ki ne vodijo nikamor. In spoštovani kolegice in kolegi, hvala za pogum, za to, da smo vztrajali zadnjega skoraj četrt stoletja na tej poti. Je bilo potrebno veliko poguma vseh nas, če tega vašega poguma ne bi bilo. Tudi Slovenske demokratske stranke danes kot najmočnejše politične sile v državi ne bi bilo in Slovenija ne bi bila blizu konca tega prehoda čez Rdeče morje slovenske tranzicije. Dovolite mi, da se v tem času, ko se kongres počasi končuje, zahvalim vsem, ki ste prispevali k temu, da smo ga lahko dostojno organizirali. Najprej se zahvaljujem godbi Slovenskih železnic, ki nas je sprejela zjutraj, pa mešanemu pevskemu zboru, Išmat, njegov Aki, Jaši Hrovat, zapete pesmi. Zahvaljujem se vsem tistim, ki ste poskrbeli danes za to, da smo se v tej dvorani videli in slišali, in za druge tehnične stvari, Ani in Karin z ekipo glavnega tajništva za organizacijo tega kongresa, največjega doslej v zgodovini stranke. To je bil velik logistični zalogaj, mislim, da vsi skupaj zaslužijo aplavz. Posebna zahvala gre tudi vsem, ki ste najbolj intenzivno delali pri vsebinskih pripravah na ta kongres, Milanu in Branetu, ki sta vodila odbora za program in za statut,
pa tudi obe delovni skupini danes tukaj, Zvonetu in ostalim članom delovnega predsedstva kongresa, predlagateljem, v veliki meri avtorjem osnutkov resolucij in vsem ostalim, ki ste kakorkoli v zadnjih mesecih, ko je potekala predkongresna razprava, še posebej intenzivno, zadnjih 45 dni pomagali pri organizaciji te razprave na lokalnem nivoju, pa seveda tudi na regijskih razpravah, ki so bile zelo dobro obiskane. Še enkrat zahvala za to podporo, čestitke vsem, ki ste danes dobili podporo tega daleč največjega kongresa doslej v demokratični Sloveniji. Hvala vsem za udeležbo. Jaz mislim, da kongresni dokumenti, ki smo jih danes sprejeli, zelo jasno kažejo pot stranke v prihodnje. Zdaj, gledano primerjalno, na zadnje čase, mislim, da kljub težki situaciji, v kateri smo, vendarle lahko rečemo prvič, da zelo natančno vemo, kakšna je ta situacija. Vemo tudi, kaj smo mi, kakšna je naša moč, kakšna je naša sposobnost in kakšna je naša odgovornost. In tudi natančno vemo, kam moramo iti v prihodnost. Ti dokumenti, ki smo jih tokrat sprejeli, to najbolj jasno doslej začrtujejo. Torej, hvala lepo vsem, ki ste prispevali k temu, da smo do te jasnosti prišli. Hvala za udeležbo z moje strani. Delovni predsednik bo potem verjetno temu dodal še svoje sklepne misli. Srečno in nasvidenje na našem naslednjem 15. kongresu. Predsedniku pridružijo vsi novo izvoljeni člani izvršilnega odbora in seveda nadzornega odbora, da pravimo eno spominsko fotografijo ob robu 10. jubilejnega kongresa. Prosim, če se pridružite novo odbor. Ostali pa prosim, da se ne razidete, ker moramo še formalni zaključek narediti, 5 minut še. Jaz mislim, da si vsi zaslužijo še en močen aplavz.
delegatke, spoštovani delegati, zdaj se pa res približujemo k sklepnemu delu. Z razglasitvijo rezultatov volitev smo zaključili 10. točko dnevnega reda in ostane nam samo še zadnja 11. točka, to je točka razno. V okviru te točke predlagam, da sprejmemo še en formalni sklep in sicer se ta formalni sklep glasi: Izvršilnemu odboru Slovenske demokratske stranke se naloži verifikacija kongresnih dokumentov. Kdo je za? Če ne najdete kartončkov, lahko glasujete tudi za roko, velja enako. Hvala. Je kdo proti? Ugotavljam, da ne, tudi ta formalni sklep v zaključku smo sprejeli soglasno, brez glasu proti. Torej, spoštovane delegatke, spoštovani delegati, spoštovani vsi prisotni, prišli smo do sklepnega dela 10. jubilejnega kongresa Slovenske demokratske stranke in s tem tudi do zaključka. Hvala vsem, tudi v